Živjo, moje ime je Urška Bračko, danes pa je z mano Dušanka Zabukovec. Dušanka Zabukovec prevaja iz angleščine, francoščine, italijanščine, hrvaščine in srbščine v slovenščino in iz slovenščine v angleščino. Prevedla je blizu 200 knjig, med drugim Evelyn Waugh, Ijana McEvana, Jeleno Lengold, Vikrama Setha, Rabindranatha Tagoreja, Mendarta De Jonga. Napisala je tudi več literarnih oddaj za Radio Ars. Za prevod De Jongove knjige Kolo na šolski strehi se je uvrstila na IB častno listo leta 2000, leta 2015 pa je prejela nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo, ki jo podeljuje Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev. Dušanka, lepo pozdravljeni, kako ste? Kako preživljate te dneve v karanteni? V bistvu nič kaj dosti drugače kot običajno, z računalnikom. Prej je bilo seveda veliko druženja, veliko teh prireditev, kar zdaj žal odpade in moram reči, da sedeti za računalnikom še nekaj dodatno časa in gledati koncerte mi nekako ni všeč. Je kar naporno, kaj ne? Prosim? Da je Ja, kar ne naporno, kaj preveč ne? vsega tega, ne. No, pa začniva. Poleg vašega obširnega prevajalskega knjižnega opusa ste tudi priznana filmska oziroma televizijska prevajalka. Kako poteka prevajanje filmov in oddaj? So pri tem poleg krčenja besedila še kakšne druge specifike? Ja, vsekakor. Je pa dejstvo, da od takrat, ko sem jaz začela prevajati filme in oddaje, do zdaj se je tehnologija tako zelo spremenila, da je to tudi močno vplivalo na to, kako prevajalci to počnejo. Ker včasih smo imeli recimo za vsako stvar nekoga, ki je namesto nas to delal, recimo predvajal film, snemal, podnaslavljal, zdaj je prevajalec odvisen samo od sebe in če ne obvlada tehnologije res v podrobnostih, potem praktično odpade, ne, se ne more s tem ukvarjati, ker ni nikogar, ki bi namesto tega to počel, ne. Tako da v tem pogledu je res to čisto drug svet, no. Je pa dejstvo, da če hočeš prevajati, še vedno pomaga, če poznaš prevajalski poklic, ne. Tako. Je bil v vaši karieri kakšen mladinski film, risanka ali oddaja za prevajanje še posebej zahtevna in zakaj? Jaz sem bila v bistvu v prvi skupini, ki je delala prevode za sinhronizirane risanke, ne. Praktično smo orali ledino in moram reči, da smo se pri tem tudi neskončno zabavali, ker nismo bili začetniki, tu smo bili vsi že izurjeni, od režiserja, ki je imel za sabo že dolgoletno kariero, do igralcev, ki so se počutili spet kot otroci. In da recimo ti zvezdniki, kot je Rifle pa Majda Potokar in tako naprej, so neskončno uživali, če so lahko pri risankah tudi peli, pa če jim je to šlo dobro ali ne. V glavnem, to je bilo luštno, no. Je pa res, da je ta način dela pri prevajanju za sinhronizacijo popolnoma drugačen, kot recimo, če prevajaš knjigo ali pa tudi film, ki ni sinhroniziran, ne. Tako da ja, to je zelo drugačno delo. Tam, vsaj pri meni, so veliko prihajali v poštev prsti, ker moraš šteti zloge in najbolj preprosto je, da delaš tako kot v šoli, šteješ na prste. Seveda. Knjižna dela prevajate iz različnih jezikov, različne književne zvrsti in žanre. Ste v katerem od jezikov, iz katerih prevajate, bolj domači, vam je morda kot prevajalki ali celo kot bralki katera od zvrsti bližje v določenem jeziku, v drugem pa katera druga? Ja, v bistvu res angleščina, ker jaz sem dolga leta hodila k očetu, ki je bil v Ameriki, in mi je to bil tako kot nekak drugi jezik. To se pravi, da razen svojega prvotnega, ki ga seveda moraš absolutno odlično obvladati, je vedno en jezik tisti, ki ti je bližji, tisti, ki ga več tudi uporabljaš. Je pa tudi dejstvo, da recimo prevodov iz angleščine je precej več na voljo kot pa iz drugih jezikov. In recimo, če imajo nekateri s tem, da pač obvladajo en jezik, ki je manj pogost, omejeno področje dela, ne vsiljuješ na tisto področje še ti, da jim ne bi odžiral dela. Čisto iz kolegialnosti, recimo.
Ja, to je lepo. Mladinski roman Sara in pozabljeni trg srbskega avtorja Zorana Penevskega odlikujejo nonsens elementi, ki s seboj prinašajo tudi številne besedne igre. Eden od prodajalcev recimo govori samo besede, ki se začenjajo s črko P, opeva se celo pesem, v kateri so samo takšne besede. Koliko se je bilo pri prevajanju teh verjetno zahtevnejših delov besedila mogoče opreti na original, oziroma koliko je bilo treba prirejati, da bi bile besedne igre bralcu v ciljnem jeziku kar najbolj razumljive? Ja, na originale seveda se moraš oprijeti, ampak jaz že od takrat, ko sem delala risanke, recimo, se zelo zanašam na SSKJ, vzamem tisto debelo knjigo v roke in iščem. No, zdaj niti tega ni treba početi, da pač pogledaš na splet, ampak v bistvu te besede na P ne moreš prevesti dobesedno, ker to ne bi šlo, ampak poskušaš nekako speljati to linijo, zato da bi še vedno ohranila pomen, ampak da bi bila slišati, kot da je to novo besedilo. Skratka, da ne bode v oči, da je prevod. To mora biti, zlasti za otroke mora biti to tako, da se ne zatika, da imaš občutek, kot da je to nekdo napisal v slovenščini. V romanu Sara in pozabljeni trg se pojavijo vsakovrstni nenavadni junaki. Njihovo govorico zaznamujejo razne posebnosti, na primer ena od junakinj govori v dolgih, neprekinjenih povedih, spet drugih, Hermajsen ima nekoliko nemško izgovorjavo. Govor tretjega je prodajno vznesen in tako dalje. Kako loviti vse te različne registre in posebnosti, ki pravzaprav barvajo in razplastijo besedilo? V bistvu je bila zame ta šola z risankami zelo dobra, ker tam je bilo veliko različnih junakov in vsak je imel eno svojo značilno govorico. In kot da je v takih romanih, kot je ta, tudi na ta način delam. Skratka, predstavljam si vsakega posebej, pa potem prilagodim govorico tem junakom. Je pa res, da se s takimi stvarmi rada igram. Prevedli ste dve slikanici italijanske pisateljice Suzanne Mattiangeli. Ja. Je pravilno? Ja, ki je Italijanka. Ja, najprej slikanica učiteljica, letos pa še kdo edino. Kakšne so posebnosti prevajanja slikanic? Predvsem moraš paziti to, da stavek teče tako, kot bi ga rekel recimo otrok. Ne moreš reči, recimo, ti imaš umazane roke, ampak rečeš, tvoje roke so umazane. Drugačen način govora imajo otroci in tako kot se recimo pri romanih za odrasle držimo precej tako kot pijanc plota, tistega izvirnika, in tudi če gremo malo po svoje, nam takoj očitajo, da nismo zvesti. Čeprav se tudi temu da izogniti, ne. Ampak pri otrocih je pa to še bolj pomembno, ne. Skratka, da teče tako, kot bi bil napisan v slovenščini. Ja, obe besedili avtorice sta precej poetični in v njih je pogosto kaj zamolčano, zgolj nakazano, pomeni so metaforični, nedobesedni. Kako se lotevate prevajanja takšnih besedil? Je vedno treba biti pozoren tudi na ritem besedila? To predvsem, ja. Pri vsaki knjigi, pri vsakem besedilu jaz zelo gledam na ritem. Veliko sem delala za radio, tako da sem vajena, da se besedilo bere. In če ga jaz sama sebi ne morem prebrati, če se mi zatika, potem tudi bralec, ki je pač prvič pred tem besedilom, se ne bo počutil dobro. Saj so določeni avtorji, kjer se ti mora zatikati, ker je to pač njihov slog, ampak zlasti pri otrocih pa to ni zaželeno. Skratka, moraš paziti na ritem. V prevajanju imate tudi nekoliko daljše delo za otroke Suzanne Mattiangeli, ki ga je ilustrirala Rita Petriccioli. Se avtoričin slog pri daljših besedilih od slikaniških kaj razlikuje? Tale je malo drugače zaradi tega, ker teče z več govorci. Tudi v črkah se bo poznala razlika in potem se izmenjujejo, sicer kako bomo to oblikovali, na srečo to ni v celoti moja stvar. Vmes so pa ilustracije, ki jih moraš prav tako prilagoditi, recimo
včasih se mi je že zgodilo, da so mi poslali kakšno besedilo, pa so rekli, saj slik pa ne rabiš, dobiš samo tekst. Ampak seveda to ni res, kajti na sliki pri otroških knjigah je velikokrat tako, da je vezano besedilo in ilustracija, tako da moraš vedeti, ne. Mogoče je v besedilu kaj nelogično, ampak če pogledaš sliko, veš, da je to prilagojeno. Skratka, to je zelo povezano. Malo več je treba paziti pri tem na to, da so te stvari ilustrirane. Tako. Leta 2018 ste prevedli roman Luigija Ballerinija Šifra 2.0. Prevajate pa tudi njegov najnovejši roman, ki prav tako problematizira tehnologijo, ki znotraj represivnih družbenih struktur povsem obvladuje človeško življenje. Bi rekli, da se je treba pri prevajanju Ballerinijevih del posegati po izrazih ali drugih jezikovnih elementih, ki zaznamujejo govor najstnikov, da bi jim delo še posebej približali, ali slog bolj narekuje tematika, ki že samo po sebi pritegne mladino? Jaz mislim prvič, to je prav ta knjiga Ballerinija je prava knjiga v pravem času, glede na to, da smo zdaj tako pri nekako kontrolirani, Orwell bi bil ponosen na to, kaj se dogaja. Izgleda, da je Ballerinija ta zapadlost v računalniške sisteme in kontrole in družabna omrežja in to zelo pretreslo, no. Saj se verjetno marsikoga od nas. In ravno v tem je našel eno svojo tematiko, ki jo ponavlja, mogoče na malo drugačen način. Skratka, ta prva knjiga njegova, ki sem jo prevedla, je imela drug poudarek, ta sedanji, da je pač spet šel je mogoče malo dlje, bolj v orwellovske vode. Je pa seveda knjiga je le literatura, to ne moreš delati tako kot v najstniškem žargonu, ker tisto pa res, že recimo to, če poskušaš kakšen dialekt ujeti v Sloveniji, ki je tako majhna, to naleti na zelo neplodna tla, pa na velike zamere med ljudmi, ki so iz drugega območja, recimo, ne. Jaz sem prevajala en musical, ki se dogaja v Londonu, v glavnem mestu, in sem uporabila ljubljanščino in so mi potem nekateri iz Maribora očitali, zakaj nisem rajši mariborščino. Prvič zato, ker je to glavno mesto, drugič zato, ker je v originalu tudi jezik glavnega mesta, tretjič pa zato, ker ljubljanščino obvlada, mariborščine pa ne. Tako da v tem pogledu recimo so tudi prevajalci, ki delajo za gledališče, zelo vezani na to, za katero gledališče delajo, in imajo tudi temu primerne lektorje, ki potem poskrbijo za to, da ta podoba jezikovna sede na pravo mesto, ne. Pri otrocih, pri najstnikih recimo, pa tudi nimam občutka, da bi morala ravno iskati poudarjeno najstniški žargon. Mislim, da to ne bi bilo niti primerno, niti ne bi dobro zvenelo. Mogoče bi bilo celo neberljivo za veliko večino otrok, recimo, ki niso ravno z tistega območja, katerega jezik bi jaz uporabila. Večkrat jih pa lahko tudi kaj naučimo, ne. Tako, ja. Jaz se vam zahvaljujem za ta izjemen pogovor in vas lepo pozdravljam, tako da se posloviva še od gledalcev. Ja. Čau, pa da se vidimo v živo. Ja, čim prej. Ja, tako.